Pobudniki gradnje zavoda na Debelem rtiču se zavedajo, da so potrebe oseb s posebnimi potrebami zelo raznolike. Tako je za 37-letnega Mateja na predlog strokovnjakov najustreznejša rešitev zavod, ki pa je od doma zelo oddaljen. Organizirali smo si tako, da ga ne bi premeščali, kot smo ga prej, po 2 tednih domov, pa 2 tedna potem nazaj gor, in je dobival zelo močne epileptične napade, kar je poslabševalo tudi njegovo stanje. Za 8-letnega Timoteja, ki je doma, je trenutno edina rešitev enkrotedenska vožnja iz Kopra v Vipavo, sicer ne bi bil deležen izobraževanja. So pa potrebe po strukturi in obsegu raznolike. Zato je potrebno prilagajanje vsakemu posebej. Nekdo ne govori, nekdo ne hodi, nekdo ne sliši, ampak vsi čutijo. Zato pobudniki gradnje zavoda na Debelem rtiču ne razumejo, da gradnji nasprotujejo tisti, ki naj bi jih najbolj razumeli. Naj nam pomagajo, kajti oni imajo urejeno 24-urno oskrbo, naši gojenci pa so nekateri doma, jih vozjakamo vse posod po celi državi in ta status še danes, po tolikih letih, 15 letih borbe, ni urejen. Pobudniki gradnje centra si prizadevajo, da bi se položaj odraslih oseb s posebnimi potrebami uredil tudi sistemsko, da bi bila skrb zanje celostna, njihove pravice pa urejene vse od rojstva pa do konca življenja. Zato pa bo potrebno, da bodo različne invalidske organizacije stopile skupaj. Vlečenje vrvi vsak na svojo stran je napačna pot, potrebno je stopiti skupaj, povedati, kaj manjka, kje je razkorak med potrebami in to, kar družba nudi, le skupna moč, skupno znanje, izpostavljanje problemov, tako kot je bilo to sedaj na odboru, je prava pot, kjer se naredi seveda korak naprej. Mi si ves čas na obali tukaj v Društvu sožitja obalnih občin prizadevamo, da bi bili pod enim okriljem enega centra in še zdaj mi ni jasno, da ne nastopamo enotno in da se pač taka krivica nam dogaja. In to zdaj, ko so jim po tolikih letih le prisluhnili tudi na ministrstvu in jim namenili denar za gradnjo centra.